Stran 127, originala Zdravje na dosegu roke. Ponovno gremo tja, ker ta stran vsebuje vse, kar mi kot zdravstveni misionarji potrebujemo. Edino upanje, da bodo razmere boljše, da poučevanje o pravilnih načelih zdravja. Zdravnik naj poučuje ljudi, da obnavljajoče moči ni v lekarniških izdelkih, temveč v naravi. Bolezen je prizadevanje narave, da telo osvobodi stanja, ki je posledica kršitve zakonov zdravja. Pri bolezni je potrebno ugotoviti vzrok. 3 reči moramo ugotoviti. Torej, vzrok je treba nasloviti. Napačne navade je treba popraviti. In kako vemo, kaj so navade, s čim jih primerjamo? S temi 8 načeli zdravja, zakoni. Napačne navade je treba popraviti. In še ena reč. Nezdrave razmere je potrebno spremeniti. Posekajte drevesa, da bo sonce zasijalo v hišo. Vgradite okno v kopalnico, da ne boste imeli plesni. Torej, nezdrave razmere je treba spremeniti. To so prvi trije. Se spominjate, kaj gledamo? Zgodovino. Torej, zgodovina, simptomi nam podajo neke indikacije. In zadnja reč pravi, potem naj bi naravi pomagali pri prizadevanju izločiti škodljive snovi in v telesu ponovno vzpostaviti prave razmere. Torej, pomagajte treba naravi. In tukaj pridejo v vlogo tudi vodne terapije. Danes popoldne bo bolj praktičen, čeprav ni mogoče, da bi vsi to storili, vodne terapije, ampak šli bomo čez neke osnovna načela za temi terapijami. Hidroterapijo. In to pripelje, to je to, da naj bi mi pomagali naravi, da izloči škodljive snovi in da v telesu ponovno vzpostavi te pravilne razmere. Se spomnite, učenci, največji organ detoksa je koža. In točno to je najbolj pod vplivom pri vodnih terapijah. In potem še piše na tej strani, čist zrak, sonce, svetloba, zmernost, počitek, telesna dejavnost, pravilna prehrana, uporaba vode. Mene vedno zanimajo, katere besede so izbrane. Torej, uporaba vode. Je čas za pit vodo in je čas, ko ni za pit vodo. Kdaj ne pijemo vode? Takrat, ko jemo. Med obrokom. Zdaj, ker to razreči našo kislino v želodcu. In to je encim, ki je potreben, da razgradi našo hrano. Torej, edino, da to preprečimo, je tako, da pijemo med obroki. Se pravi, tako, ko ne jemo. Uporaba vode. Torej, čas za pit vode in čas, ko naj ne pijemo vode. Ampak uporaba vode implicira tudi uporabo, da se voda lahko drugače uporablja. In jaz vedno zelo pozorno kažem na to, zato ker zadnja faza tega stavka pravi, to so prava zdravila. Torej, kaj so? Prava zdravila. Zato, ker obstajajo zdravila, ki niso prava zdravila. Kaj ni tako? To so prava zdravila. Torej, vsakič, ko gledate, kako pomagati osebi, gremo čez te.
Prvo gremo k pravim zdravilom. Pogledali si bomo hidroterapijo, ampak te ne bodo zelo efektivne, dokler teh zdravil ne implementiramo, spravimo v prakso. Tako je. In da bi lahko začeli zdravstveni center na svoji posesti, je potrebno spoznanje, znanje. In hkrati v teh rečeh. In hkrati tudi nekaj preprostih vodnih terapij lahko naredi čudovite reči. Ampak, da bi vedeli, kako ta vodna terapija deluje, si moramo pogledati vodo. Voda je najboljši prevodnik toplega in mrzlega k telesu. In mi smo toplokrvna bitja in ne maramo mraza. Ni nam všeč. Ne maramo končati tuš z ledeno mrzlo. Ne maramo skočiti v ledeno jezero. Edini način, kako lahko jaz skočim tja noter, tako da se prvo zelo močno segrejem. Torej tudi naši gostje se zelo močno segrejejo v pari, potem pa lahko skočijo noter. Tečem gor in dol po hribih, se zelo segrejem in potem lahko skočim v ledeno jezero. Mi smo v gorah, tako da pri nas je tam voda zelo mrzla. Tudi tukaj verjetno. Poglejmo si vodo. Vroča voda. Vroča voda je v bistvu stimulant. In vemo, da če vas zebe in se toplo sprhate, potem čutite, kako vas stimulira. Pogosto se tako počutite, malo prevroče, če je vaše telo mrzlo. In potem, ko se telo segreje, ni več preveč vroče, ampak se telo malo privadi k te toploti. Torej, na začetku je toplota stimulant. Ampak, če ostane toplota na telesu, pride do upočasnenja, ki ga bomo imenovali depresija. Kar pomeni, da zavira gibanje. Ker v bistvu, kaj stimuliramo, ko dodamo vročo vodo k telesu? Kri. To stimuliramo, ja? Kri. In Biblija pravi, da je življenje mesa v krvi. Katera vrstica je to? 3. Mojzesova 17:11. Življenje mesa je v krvi. Torej, to je življenje. Kri. Kaj ima kri v sebi, da ima življenje? Rdeče krvničke. In te rdeče krvničke nosijo 3 osnovne substance. Hemoglobin, nosi kisik, najbolj potreben element za življenje, hranila. Naš želodec je zelo zaposlen s kosilom sedaj in malo po malo bodo hranila prišla v našo kri. In jutri bom vam pokazala, kako gre direktno k vodju projektov, jetra. In jetra potem določijo, kaj se zgodi s temi hranili. In tretja reč je voda, ki jo nosi kri. Ampak sedaj bi rada naštela 4 osnovne elemente za življenje, ki so potrebni za življenje. In te lahko najdete v katerikoli knjigi za kemijo, fiziologijo. To so kisik, voda, natrij in kalij. Natrij najdemo v morski vodi, zato je zelo pomembno. Kalij pa dobimo kje? Sveži zelenjavi in sadje. Te imajo kalij. To so 4 osnovni elementi potrebni za življenje. In kri nosi te elemente. Kri, rdeče krvničke, počnejo še nekaj drugega. Odvažajo smeti, odpadni material. In to je zelo pomembno. Rdeče krvničke nosijo kisik, hranila, vodo
in odvaža smeti. In to je zelo pomemben del. Kri pa hkrati vsebuje tudi bele krvničke. Kaj so pa te? To so vaša notranja vojska. Ni čudno, da Biblija imenuje kri življenje mesa. In ne glede na problem v vašem telesu, vse, kar potrebuje, je kri. Torej, če potrebujete čudežno zdravilo, veste, kaj je to potem? Kri. Kri. Voda je najboljši mobilizator krvi. Tisti, ki premika. Pokazala vam bom, kako voda vpliva na kri. Torej, ko dodate toplo vodo na telo, to na začetku stimulira. In približno 3 minute je potrebno, da preide iz stimulativnega k zavirajočemu učinku. Mrzlo. Ko prvo aplicirate ledeno, mrzlo k telesu, kaj se zgodi? Je spet stimulant. Točno tako je. In to je najboljši stimulant, ki obstaja. Mlad mož, ki ga poznam, se je navadil vsako jutro piti kavo. In nekoč me je poklical in rekel, da je našel nekaj boljšega kot kofe. In rekla sem, super. In rekel je, ko se zjutraj tuširam, končam z ledeno in to je najboljši stimulativni efekt. Torej, toplota je stimulant in mraz, mrzlo. Ampak ne za dolgo, ko mraz, ledeno, torej, ko oseba v mrazu preide v zavirajoč učinek. Zato je toliko ljudi umrlo, ko je Titanik potonil. Mnogo ljudi je bilo v tej ledeni vodi. In njihovo telo se je preprosto ustavilo. Običajno njihove roke samo obnemorejo in zgleda, kot da zaspijo, ampak v bistvu padejo v smrtni spanec. Morda ste slišali zgodbe mame in malih otrok, kjer so otroci samo želeli spati v snegu. Ne smemo, ampak moramo nadaljevati, sicer bomo umrli. Ker to je učinek mraza. Če prvo apliciramo mrzlo na telo, stimulacija, ki jo doživimo, je v bistvu reakcija. Ta stimulativni učinek je v bistvu reakcija. Kako dolgo je potrebno, da pridemo iz stimulativnega v zavirajoč učinek? Približno 30 sekund za mrzlo. To ni dolgo. 30 sekund. Intrinzični faktor mrzlega je v bistvu to, da je zavira. To je intrinzični faktor mraza. Zavira. Intrinzičen učinek toplega vročega pa je stimulacija. Reakcija vročega pa je upočasnjenje. Oziroma zaviranje. Torej, kaj počnemo? Da premikamo kri, ker ravno smo odkrili, da katerikoli telo, ki ne deluje dobro, potrebujemo več krvi. Torej, kaj storimo? V bistvu uporabimo intrinzični efekt toplote in reakcijski efekt hladnega, mrzlega. Poglejmo si tole. Rečemo, da si je nekdo zvil gleženj in da je noga zatekla in da ga zelo boli. 3 minute vroče, 30 sekund ledeno in to bomo 3-krat ponovili. Če je odziv tole, seveda, ker gledamo na odziv, če je vaš odziv
da oteklina ne gre dol, nazaj, po enem toplem in mrznem. Potem pridite 1 minuto toplega, vročega in 1 minuto ledenega. Zato, ker v bistvu si želimo, da se to upočasni. Vnetje, se pravi odziv vnetja v nogi. Vidite, kako gledamo tudi na odziv? Ampak to je pravilo palca za 3 minute vroče. In kje bi mi uporabili 3 minute vročega? Torej, vsakeč, ko imate problem vnetja, potem boste verjetno uporabljali malo manj vročega in malo več hladnega. 30 sekund leda. In običajno to ponovimo vsaj 3-krat. Zato, ker se telo izčrpuje. Zato, ker veliko krvi se prikliče na tisto področje. In to vzame zelo veliko energije telesu. Včasih, ko to ponovite 3-krat, lahko nekdo reče, lahko še ponovimo, če so še sveži in so fit, lahko še ponovite. Če pa gre za otroka ali starejšega, pa morda lahko rečete, bomo ponovili čez 1 uro ali pa 2 ure. Zelo pomembno je, da gledate na odziv. Naj vam povem 7-letnem fantku. Mama je prišla k meni pred nekaj leti v Novi Zelandiji in ko je prišel noter, sem videla, njegov prst je bil dvojna velikost, debel je bil. Čisto rdeč je bil in vnetje na vrhu je bilo tako rumenkasto malce. In rekla sem, kaj se pa to ušpičil? Zgodovina. Torej, kaj se je zgodovilo s prstom? In mama je rekla, ja, zdravnik je rekel, da je to celulitis. Veste, kaj pomeni celulitis? Vnetje celic. In to ni znanost, raketna znanost. Ampak zakaj? Zakaj je vnet prst? Malce sem šla globlje z zgodovino. Se je kaj zgodilo s tem prstom? Zato, ker se ne zbudiš s takim prstom kar tako. Razen, če vas je ugriznil pajk, ne? Ampak še vedno je razlog, ne? V primeru bolezni, poglejte na vzrok. Imajo nek mehurček in igral se je s svojimi igračkami na zemlji. Tiste mehurček se je odprl, torej odprta koža in noter gre zemlja. In vaša koža je kot oklep. In namen tega oklepa je, da zadrži vse patogene zunaj, torej zemljo, izven vas. Sedaj pa je to strgano in stvari pride noter. Torej zelo hitro je telo se imunsko odzval in pošal limfatične tekočine, torej vaš sesalec telesni, limfni sistem in z vašo krvjo ste dobili tudi 5 različnih belih krvničk in limfociti so vaši skauti. Oni kontaktirajo neutrofile in oni pridejo v velikem številu. Torej imate takoj vnetje in vse te rumeno, to so mrtve bele celice. Kaj se pogosto zgodi pri poškodbah je to, da se kri nakopiči na tisto področje. Torej, kar moramo storiti je, da premaknemo in pridobimo svežo kri in staro ven. Torej, spraševala sem še naprej, kaj si počel? Kaj ste počeli? Rekla je, fant je že na 2. krogu antibiotikov. In prst še vedno tako zgleda. In kaj je definicija norosti? Da počneš tako, kot si vedno počel in pričakuješ drugačen rezultat. In ne kritiziram sedaj matere, ker ona ni vedela bolje. Vidite, te zgodbe kažejo, da je edino upanje, da bodo razmere boljše, če ljudi poučujemo o pravih načelih. Rekla je, da dobiva protibolečinske tablete, ker je tako boleče. Veste, da je večino bolečin zaradi vnetja in če lahko zmanjšate vnetje, lahko dobite tudi bolečino. Zmanjšate. In to je zelo efektiven način, da zmanjšate vnetje. Bil je tudi na tabletah za spanje, pri 7 letih. Rekla sem, lahko nekaj poskusimo? Vidite? Vprašate za dovoljenje? Jaz nič ne storim brez dovoljenja.
Rekla sem materi, lahko nekaj probamo? In fantu sem rekla, fantku, ja. Vzela sem 2 skodelice, eno z vročo vodo in še dodatni kuhalnik vode in eno z ledeno vodo in nekaj kock leda noter. In sedaj moram delati s tem fantom. In Bog ni Bog sile, saj veste. In človek, ki je prepričan proti svoji volji, je še vedno istega mnenja. Torej, vedno morate sodelovati z voljo. Vedno morate dobiti dovoljenje. Rekla sem fantu, postavi dober prst v vročo vodo. A ja, kar lepo, ne? Sedaj pripravljen, da tudi odtekel prst. Sedaj je dobil nekaj zaupanja, zato ker je tudi dobremu prstu pasalo. Na to je dal svoj vnet prst. Au! Kaj gledam? Na odziv. Torej dala sem ledeno kocko tja noter, vročo vodo. In sem mu rekla, probaj sedaj, po nekaj minutah. Je rekel, ok, no. Prva vroča ni bila v bistvu res vroča, zdaj, ker je prst bil tako nežen. Ampak vedela sem, da po tistem ledenem bo lahko prenesel tudi več vročega. Torej, koliko časa na vročem? 3 minute. Potem vam mrzlo? 30 sekund. Vidite, kaj tukaj počnemo, učenci? Uporabljamo 2 stimulativna efekta, intrinzičen vročega in reakcijo mrzlega, da premikamo kri. Ker to je to, kar premikamo, kri. To je to, kar stimulira kri. 30 sekund v ledenem in medtem, ko je bil v ledenem, sem dodala malo vrele vode in on me je medtem gledal. In sem rekla, daj dober prst janot, ti je všeč? Je, ok. In potem, ko je bil v mrzlem, sem mu rekla, mislim, da bo tudi tvoj vnet prst bil v redu. In bilo je v redu. Pogosto ta učinek omrtvičenja ledenega dovoljuje tudi malo več vročega. Koliko časa si imela v topli skodelici? 3 minute. Uporabila sem intrinzičen učinek vročega in potem nazaj v ledeno. Mali fantek se je pričel smejati. Kaj vam ta odziv pove? Da je dobil olajšanje. Že sedaj? Kaj pa sedaj? Nekje 7 minut je minilo, kaj ne? In on je že občutil olajšanje. Koliko traja za protibolečinske tablete, da delujejo? Pol ure? 7 minut. Tukaj. Nazaj v vroče. Dodala sem še malo vrele vode noter. Spet me gleda in spet se smejem. Vedno se smejem. Otrokom nasmeh vedno pomeni, da je vse v redu. Zato sem mameram vedno rekla, ko greste k bolnemu otroku, ne glejte skrbljeni. Ne smejte se, čeprav so prestrašeni. Smehljajte se. Zato, ker to lahko pomaga. In zaključili smo z ledeno. Ker smo toplekrvni, začnete s toplo in zaključite z ledeno. In ta fantek je imel največji nasmešek na obrazu. Njegova telesna govorica mi je povedala, da je njegova bolečina padla za več kot 50%. Zelo je bil srečen. In potem sem naribala krompir, naredila obkladek in to bomo še preučili in demonstrirali in ga zavila v krompir prst. In prosila Boga, da blagoslovi ta preprost obkladek. Mama je rekla, kaj bom pa sedaj? Rekla se mi, da lahko to počne vsakih par ur. Vam bo povedal, ko ga bo bolelo. Jaz bi vam rada predlagala, 11 zjutraj sedaj, predlagala bi vam, da jutri zjutraj, vsakič, ko boste vroče in mrzlo, dajte nov krompir na riban gor. Predlagam vam, da bo do jutri že krompir že naredil svoje. Torej, ko ste prišla domov, ob 2, je rekel, mami, a lahko spet ponoviva tisto? Zakaj je fantek to rekel? Zato, ker je doživel učinek olajšanja. Ne bi se čudila, da se je morda spet začelo nabirati v prstu. Ponovila sta ob 2, svež obkladek s krompirjem, 6, 7 sta ponovila še enkrat, se stuširala
In spet na frišno in zjutraj. Ni potreboval več tablet za spanje, ni potreboval tablet za proti bolečini tisto noč in spal je najboljše v zadnjih 10 dneh. In zjutraj je rekla, ko sta vzela obkladek, je vse se izlilo ven iz prsta. Moram še kaj svetovati? Vidite, kaj sta storila sedaj? Če deluje, počni to. Torej, če je dobro, ponovi vajo. Če spet pride bolečina, čez 2 ure, ponovi vajo. Ker so nas tako rekoč hranili žlico s tabletami in ker je to odvzelo vso odgovornost od nas samih, kaj se dogaja z nami, in zato mi je nekako najteže v bistvu spodbujati ljudi, da zaupajo svojim telesom in da poslušajo odziv njihovega telesa. Pogosto ljudem rečem, ste že bili kdaj pri zdravniku, strokovnjaku, ki vas ne posluša, in mnogo ljudi to pritrdi. In jaz jim pravim, ne bodite ta zdravnik. Če vam telo spregovarja, poslušajte. Če deluje, storite to. Če ponovno zaboli, ponovno probajte. Spomnite se, nekaj časa je tukaj, ne? Čas je potreben. Te tretmaji bodo veliko bolj efektivni. Če bo ta fantek pil dovolj, če bo šel dovolj zgodaj spat, če bo dobil hranila. Vidite, kaj zakoni počnejo? Načela zagotavljajo kvalitetno kri. In kri, kot vidite, je tista, ki zdravi. Vse, kar potrebujemo, je kri. In to toplo in ledeno sta najbolj efektivna za to, da pokličejo kri na določeno območje. Tako lahko delate na rokah, na nogah. Naš koordinator za telovadbo je igral fuzbal s prijatelji in si zvil gleženj. Postavi se je 2 mali kadi in klečal je na tleh, prvo na vročo, potem na mrzlo. In potem je ugotovil, da to je v bistvu najboljši način, da si zdravi koleno. Jaz pa sem dobila tekaške čevlje, barefoot, in ko tečem po hribu navzgor, sem si verjetno pri tem preterala druge mišice in tako sem dobila plantar fasciitis. Mislim, da je neka vez na dnu vašega stopala, ki se imenuje plantar fascia. In itis pomeni, da je vneto, ne? Nisem vedela, kaj je bilo narobe z mojim stopalom. Probala sem to skočila sem že ven iz letala, vse živo, pred 18 leti. In sem si mislila, morda je ta noga nekako spet postala vneta. Sem šla k zdravniku in sem mu razložila. In me pogledal mojo nogo. In rekel, se imate vneto to, plantar fascii, ne, to vez. In sem vprašal, ja. In rekel je, to bo 10 mesecev trajalo, da se pozdravi. Šla sem domov in sem si vzela 2 kadi, 3 minute vroče in 30 sekund ledeno. 3krat. In vsako jutro in vsak večer sem to ponovila. In če sem potovala in imela predavanja, to je že pred nekaj leti, sem jih imela s seboj, te kadi. Ker sem bila v hotelu, kaj imaš v hotelu? Čajnik, ker vsi pijejo kavo sicer, in nek zmrzovalnik, ker vsi imajo radi led na svojem alkoholu, ne? Torej, prva stvar, ki sem poskrbela, da je led, in tako sem delala te tretmaje. In kako dolgo to traja? Največ 15 minut in to ni dolgo. Torej, to sem počela, toplo mrzlo, vroče mrzlo. Bila sem si tudi tiste zelo znane nemške sandale, Birkenstock, ki so dobre za stopala, še vedno jih nosim, večinoma. In v 6 mesecih je bilo popolnoma zdravljeno. Koliko časa je rekel, da bo trajalo? 10 mesecev. Ponavadi je z vezmi traja zelo dolgo, s kostmi gre hitreje. Če sem stala na nogah in bi me noga začela boleti, bi stala na eni nogi, bi šla domov, naredila toplo mrzlo in potem je moja bolečina padla iz 8 od 10 na 1 od 10. Hidroterapija, vodna terapija se uporablja že stoletja in kar se tiče lajšanja bolečin je brez vrstnika. To sem zdaj citirala eno izmed
izjav dr. Kelloga. In to sem prepoznala tudi pri tej vezi, pri tem fantu, to toplo in mrzlo. Kaj je prvi razlog bolečine, največji razlog? Torej, vnetje. Vidite torej, kako to zmanjšuje vnetje, s tem, da odmakne staro kri ven iz tistega področja in potem zmanjša tudi vnetje. Leto kasneje me je nekdo mailal in me vprašal, imam plantar fasciitis, in sem rekla, ja, vroče in mrzlo, vsaj enkrat ali upam, da 2krat na dan. Večkrat, ko to storiš, prej se bo pozdravilo. To je v bistvu osnovno. In 2 tedna kasneje me je mailal nazaj, še vedno imam to. In sem mu rekla, ja, seveda, to bo trajalo. Ampak jaz sem doživela, da lahko to preživimo s tem toplim in mrzlim, vročim in mrzlim. In rekel je, grem nazaj k zdravniku, ni boljše. In zdravnik mu je dal kortizol, injekcijo, direkt v nogo. Kortizon bo zmanjšal vnetje, ampak veste kaj? To se vrne. 2 meseca kasneje. Barbara, še vedno imam to, kaj naj storim? Veste, kaj sem mu rekla? Preberi moj prejšnji mail. Zelo sem milostna, ampak sem mu že povedala, kaj naj naredi. Tam v tistem mailu piše, sem rekla. Kot če bila gospa na programu in je šepala. Malce predebela je bila in kadar so ljudje preobilni, potem je seveda tudi dodatni pritisk na kolena, gležne in podobno. Rekla sem, kaj je z vami, z vašo nogo? Je rekla, imam plantar fasciitis. Aha, kako dolgo že imate to? 18 mesecev. 18 mesecev? Uf. Torej smo delali vroče mrzlo zjutraj, zvečer. In kaj mi z našimi gosti storimo je to? Mi naredimo prvega, potem pa pustimo, da sami to počnejo. Saj veste, kaj so naše inštitucije? Učijo naj bi ljudi, kako ljudje to sami lahko naredijo, ko so doma. Po 3 dneh je spet hodila. Ni več šepala. Sicer ni bolje, ampak daleč je prišla. In to je bila taka preprosta reč. Kjerkoli je vnetje, bo toplo in mrzlo dobro učinkovalo. Kako je pa s prsi? Prsni koš. Tam bi uporabili obkladke. In nekaj stvari je, ki jih lahko uporabimo za obkladke. In to sem brala pri Kellogu. In on je rekel, priskrbite si veliko vrele vode in uporabite volno. Morate uporabljati. Ko uporabljate hidroterapijo in date volno, naj bo volna, vedno volna. Volna je veliko boljši prevodnik in se ne shladi in veliko bolj ohranja toploto. Torej, priskrbela sem si volneno deko, jo dala na 4 dele, jo zložila na pol, tako da je bila dolga. In to je on rekel, Kellogg. In jaz sem imela samo njegovo knjigo in tako sem začela. Zviješ jo. In jo pomočiš v vodo in spet zviješ. Zviješ in vlečeš na razen in voda odteče, odneseš na mizo in jo zložiš tako, da je tako široka. Se spomnite, tako široka je bila, ker sem jo zložila na pol. In potem jo hitro zložim na tretjine in jo zavijem v brisačo in to je bo ohranilo toplo vsaj 5 minut. In potem gre ko vse. In zakaj dajem obkladek na pljuča? Zato, ker imajo astmo, pljučnico, morda imajo zamašena pljuča. In kaj storim je? In to storim tako, da položim na njih suho brisačo. Potem dam ta obkladek odprem in dam na njih in pokrijem še z eno volneno deko. In potem jih opazujem. Zelo pazljivo. V bistvu gledam v njih obraz. Nikoli ne pritiskate, ker je to vročina, ampak samo položite gor. Če reče, da je prevroče, vzamete vse dol in obrišete vlago s svojo roko. In potem spet položite gor. In potem jih zelo opazujete spet. Gledati morate odziv, je zelo pomembno. Če je prevroče, v redu.
Nikoli ne rečete, ne, ni. Nikoli ne rečete, morali bi, ne, poslušati jih morate in se odzvati. In ugotovila sem, da nekateri se lahko zdržijo zelo vroče, drugi pa ne. Spet umaknete in obrišete vlago z kože. In potem spet položite nazaj. Do takrat približno verjetno že lahko zdržijo. In to časovno, koliko časa? 3 minute približno. Vzamete dol in imate skledo z ledeno vodo in brisačo v njej vžamete in obrišete za nekaj sekund po prsih, ker se sicer hitro segreje. Torej imate še eno in uporabite še drugo in drugo. Tako, da vi to ledenite približno 30 sekund. In morda bojo malce kričali, ampak vi se lepo smejete. Rečete, dobro vam gre. In potem posušite vse to pljuča, prsa in pokrijete. In verjetno že imate vročo kompreso in ponovno ponovite. Pomočite noter in ponovite. Ne? Veliko ljudi bo morda uporabljalo brisačo, ki bo zmočili ali pa morda dali v mikrovalovno in tam se lahko zelo segreje. Evo, edina uporaba za mikrovalovno se mi zdi ravno to. To je hiter način, kako si ljudje lahko pomagajo in delajo dan danes. In potem to storim 3-krat. In kaj sem ugotovila? Da ko drugič pride vroči obkladek, ne morete uporabiti iste brisače, ampak morate uporabiti suho, da se spet lahko segreje. Ker tisto, ki ste jo ravno uporabili, je sedaj mrzla in ne boste mogli tako močno segreti. Ker kar sem ugotovila je, da je tretja vročina. Lahko oni zdržijo tudi bolj vroče, zato ker so se navadili na vroče. In mraz jim pomaga, da lahko bolj premorejo vroče. In to prinese veliko olajšanje, čeprav je veliko dela. Tudi z zamašenimi pljučem, astma, odpre te bronhije. In kar dobite sedaj noter je v bistvu pljuča, para. 127, zdravje na zasegu roke, kjer piše, uporaba naravnih zdravil zahteva veliko volje in truda, za kar mnogi niso pripravljeni. Ampak rezultati in tako hitro. To lahko storite tudi na hrbtenici. Te komprese na hrbtenici. Ampak isti način. Suha brisača, vsakeč, ko date naslednji obkladek, date svežo, suho brisačo. To je zelo pomembno. In potem nikogar ne boste nikogar opekli. Če prevroče, omaknete in obrišete vodo zaradi kondenzacije. Torej, obrišete vodo in potem ponovno postavite gor. Spet opazujete pacienta. Kako dolgo to traja? Vse skupaj 15 minut. Nekdo pa, ki ima bolečine v hrbtu, mu lahko to zelo pomaga. Kako pa je z boki? Komprese lahko date tudi na bokih, lahko pa imate sedeče kopeli. Torej, kaj so te sedeče kopeli? Verjetno bolje veste kot jaz, da očitno zic pomeni po nemško sedeti. Sitzbad. Torej, kaj so te kopeli za sedeti? Isti proces delamo s tem, ko sedimo v taki kadi. In boki so v tem noter. V bistvu to pomeni 2 veliki kadi, kjer lahko človek noter sedi. In v bistvu tako sedijo. In voda tukaj. Voda naj bi pokrila od pasu do sredi stegna in sedijo tam noter, vročem, 3 minute. Nekdo, ki je občutljiv za mrzlo, ko naredijo vroče in mrzlo, potem jim pomaga, če daste njihove noge v vročo vodo. Še enkrat, vročo za 3 minute in iz vročega isto kad, ampak ledeno. Rečemo, da je to vroča in to je vroče. Torej imamo še eno kad tukaj in ta je tista mrzla ledena. Mala kad, v katero dajo stopala, je tudi vroča.
Torej, stopala naj bi vedno imeli na vročem. In to lahko zelo pomaga nekomu, ki je morda bolj presuh in res čuti ta mraz. In ko končate 3 minute vroče, 30 sekund ledeno, ko se oseba vstane, da se obriše, potem dado stopalo v ledeno. In vedno končate z mrzlim. In morda si to zapišite, ker je to zelo pomembno. Mrzlo vedno izenači krvno cirkulacijo, ker v bistvu res motimo cirkulacijo s temi stvarmi. To pa izenači cirkulacijo in preprečuje, da bi se podhladili. Za prepore, torej zaključiti s mrzlim, je v bistvu zelo pomembno. Kje bi torej uporabili to sedežno kopel? To lahko uporabite recimo za zaprtje. Recimo za razdraženo črevo, za Crohnsovo kolitis, tudi pri hemoroidih. Če osebni hemoroidi so taki, da jih je težko sedeti, ste videli tiste plastične blazine, ki imajo v sredini luknjo, ki se napihnejo? Taka blazinica lahko pomaga pri tem. Predvsem za nekoga, ki je morda presuh in nima dovolj maščobe na zadnjici. Torej, uporabljamo to kopel, je za vse, kar je povezano z črevom. Vse stvari, ki sem jih omenila. Uporabili bi jo tudi za probleme z urinarnim traktom, kar vključuje tudi ledvica. Zato je pomembno, da torej vaša ledvica se pravi tik pod vašimi rebri, tukaj zadaj. Torej vse, kar je vneto v tem primeru, morda tudi za inkontinenco. Vidite, to področje uravnava mišica in vroče in mrzlo jača in daje tonus mišicam. In drugo področje, kjer bi to lahko uporabljali, je pri reproduktivnih organih. Torej za moškega, recimo za prostato, probleme s prostato, najbližji okoliš kože za prostato je med mošnjo in anusom. Torej to ciljate, če delate tretmaje. Veliko slišite probleme s prostato, v teh problemih lahko uporabite za to. Lahko je uporabljeno tudi za ženske, torej za ženske, naprimer za fibroide, morda ciste na jajčnikih, policistični jajčni sindrom, veliko se dogaja tam. Torej te sedežne kopeli so lahko zelo efektivne za vse ta področja. Rečemo, da imamo nekoga, ki je morda malce pretežek in ne more normalno sedeti v taki kadi. In mu svetuje, kaj lahko počne doma. Doma pa lahko počne to, da to delajo v kadi. To je torej kad, voda. Sedijo v kadi. Edino reč, ki jo namočijo v kad, so noge in boke. In po 3 minutah se lahko vstanejo in potem bojo morda imeli posodo z ledeno vodo, z brisačo in tako se lahko uvijejo med noge, odvisno glede na to, kje imajo problem. In to se sicer hitro gre, torej imate še eno brisačo in hitro zamenjate, tako da približno 30 sekund ohlajate tisto območje. To je še en način morda, kako se znajdete, če je pretežko, ni mogoče sedeti v takih kadeh. Potreba nekako ustvarja inovativnost. Torej najdete način, da bi lahko to storili. Ampak te stvari so zelo močne. Sedaj vam dajem zgodbo za ilustracijo. Mlad moški je prišel k nam na program, 15 let star,
in imel je probleme v šoli z prebavili. Lahko si predstavljate, kako nerodno je to za 15-letnika. Včasih je imel drisko in takrat je imel probleme. Včasih je bil zaprt, ko ni imel teh problemov. To me je povedala, da je tukaj nekaj problemov. En problem je, da črevo ne dela dobro, ker ne bi smel imeti menjavo med drisko in zaprtostjo. In druga reč, ki mi je povedal, da je nekaj narobe z analno sfinto, mišico, ker ne more držati plata. Imel je že eno operacijo. Ne želite, da vas kdorkoli tam reže operacije. In ni hotel imeti še ene operacije, kot si predstavljate. Torej, delali smo te sedežne kopeli vsako jutro in vsako popoldne. In precenili smo, kakšno je njegovo črevo, torej ni imel več driske, ko je bil z nami. Vse je dobro teklo. Ampak 2krat na dan je delal te kopeli. Jaz sem realistična in zato je zelo pomembno, kot zdravstveni misionarji, smo tudi socialni delavci. Ni dobro, da delamo program za človeka, ki tega ne morejo delati ali pa ne bodo delati. Zato je vedno biti dobro pozorni na to, kako se ljudje odzivajo. Torej, kako bo ta 15-letni otrok, ki hodi v šolo, storil to zjutraj? Torej, kaj sem mu rekla, je to, obdrži prehrano, zaradi tega ne boš imel driske, zato da ne bi imel nerodnosti. In vsak večer naredi to kopel. Recimo, da imaš svoj tuš ob 8:30, naredi 15 čez 8, to specialna kopel. Torej, se stuširaš, narediš to kopel in greš spat. Torej, prilagodim program njemu. Proti koncu tedna je bil ta mlad fant zelo razburjen. Si predstavljate, kako je to nerodno za 15-letnika? Si predstavljate njegovo prihodnost? Bo on lahko imel kdaj žensko, se poročil? Bo kdaj lahko? No, se vidite probleme. Mnogokrat zdravstveni delavci pridejo z antidepresivi. In kaj bo to storilo? Ja, to ga bo zaprlo še bolj. To bo sicer ustavilo te probleme, ampak ko bo zaprt, bo stvarilo še več pritiska na ta področje. Vidite torej ta začaran krog. Torej, kupi se je 2 kadi in moj predlog je bil, da to počne 30 dni. Brez prestanka. Zato, ker te stvari počnemo, te sedežne kopeli, če vam en manj pomaga, drugi se efekt podvoji. Torej, vi zračunajte, kako močno je potem 30. taka kopel, ker naslednja ojača še tistega pred. Zato pravimo 30 dni. Potem lahko morda en mesec počivate. Če želite ponoviti, ponovite še za 30 dni. Nisem ga več slišala. Včasih so dobre novice, nobene novice. Nekoč je prišla, 3 leta kasneje, gospa k nam, fant je zdaj že 19 let star in je rekla, ste slišali? Ne, nismo slišali. Rekla, zdaj je popolnoma ozdravljen. Popolnoma ozdravljen. Rekla je, da je šel potovati s svojimi starši na ladjo. Ima punco, razmišlja, da bi se poročil. Kako lepo. Kaj ga je popravilo? Telo. Telo, ko dobi prave pogoje, kje je ta? Če. Telo se bo samo pozdravilo, če je v pravih pogojih. Vse, kar je storil, je sedel v topli in mrzli vodi. Zelo močni tretmaji. Neverjetno močni. Mlada gospa je bila na našem programu, zelo lepa ženska, karierna ženska, imela je eno napakico na koži, centimeter veliko, pri anusu. In želela je, da pogleda. Rekla je, mislim si, da bi to izrezala. In se bi rekla, ne. Vam povzroča probleme? Rekla, niti ne. Samo nočem, da je tam.
Jaz sem ji predlagal, pa se noben ne vidi. Ampak se je odločila, da bo izrezala. Njen mož me je poklical nekoč in je rekel, nič več ne more delati, nič ne more več, ne doma, ne nič. Si predstavljate rez in šivanje tam. To so nekoč delali, ko so mučili ljudi. Rekla sem, pripeljite jo sem. Torej pripeljali so jo sem. Res je bila razvalina. Jokala je pol dneva. Tako zelo je bolelo. Ni želela imati tablet proti bolečinam, ker če bi jih vzela, bi jo to spet še bolj zaprlo in bi še več problemov bilo. Torej smo delali te sedeže kopeli. In tako je lahko spet normalno sedela. Dokaj. In če ni mogla, smo ji dali tisto blazinico. Pa če tudi te blazinice za vrat, ki se napihnejo, lahko to napol napihnete in date to podrit. In sedite na tem. In vsak dan smo videli, da se je boljšalo in boljšalo. In dali smo jo podkladek čez noč, nekaj zelo mehkega, zelo blažilnega za tisto okolje, rdeči brest, ki je take lasnosti. In ko je mož prišel po njo, je stala tam in se smehljala in veselo odšla. Ni moral verjeti razliko. Ni še bolje od nje. Ampak tako daleč je že prišla. Ni bilo več potrebno imati tablet, ker je toplo in mrzlo storilo. Torej, kaj je toplo in mrzlo storilo? Samo povečala je pritok krvi. Več kisika, več hranil, več vode, več smeti gre stran. In tako se je njena rana lahko zacelila. Veliko hitreje. Zaradi tega. Tako preprosto in hkrati tako močno. Neverjetno močno. Dr. Kellogg je napisal nekaj, on je napisal cele skripte o hidroterapiji. In to je vodna terapija. Kar pa bi rada z vami danes popoldne delala, je, bi vam pokazala, kako to deluje. Zakaj to deluje na telo na tak način, dramatičen način. In rada bi vam dala nekaj preprostih tretmajev, ki boste lahko uporabili v vašem zdravstvenem centru.